Ok, evo, pozdravljeni na podcast Akt. Tle smo danes z Bojanom in Polono in bomo kar začeli z enim vprašanjem, ki mene ful zanima. In sicer, kako, recimo, za zdaj napisala knjigo, kako zmanifestirati, da prodamo 100,000 kopij. Kako bi zmanifestirali? Ja, kako zmeditirali. Ti moraš biti prvo sigurna vase, da je to. Pa se moraš pa vsesti dol, pa zapreti oči, pa si narediti film, kako te ljudje kličejo, kako je bila čudovita knjiga, kako se ta knjiga prodaja, kot da je to že tukaj, zdaj. Knjiga se prodaja, vse založbah jo imajo in gre za med. To si pa ustvari v tem manifestaciji, ko zapreš oči. To je odlično vprašanje, moram reči, da to si ne bi upala tako javno vprašati, 100,000. Misliš, pred leti sem si zamislila, da bi napisala knjigo in takrat sem imela v glavi 10,000. Pa me zanima, a je to možno, da lahko, naprimer, ti, pa takrat še sploh nisem vedela, kako se sploh knjig lahko proda, kako to sploh zgleda, pa tako naprej. A misliš, da je to možno, da si človek lahko, da je ta moč misli tako pomembna? Ti si manifestirala že takrat za 10,000. Ko si se zamislila, ko si varila vase in si videla to številko. Zdaj je Maja rekel, da bi rad 100,000, ne? Ja. Zapravo je treba manifestacijo narediti in popraviti to. Če ne se bo ustvarjalo teh 10,000. Kakšne cilje si pa ti v resnici postavila, Zvezdana, preden si izdala to knjigo? Ja, nisem zdaj, ko sem pred 10 leti sem rekla 10,000. Zdaj pa v bistvu nisem pravzaprav razmišljala o tem. To si že ustvarila. Ni razmišljala, To si Maj. že ustvarila. Koliko časa pa recimo moraš to delati? Ne, to moraš biti v bistvu prepričan vase, ker govoriš. Okay. Kot da že to imaš. To ni, da bi ti z nekim strahom zdaj to bom jaz. Ne, jaz to imam. In Zvezdana, kot sem jo jaz zdaj zaznal z energetsko, je to ustvarila. Teh 10,000 je že tukaj. Ja. Če hočeš pa več, moraš pa ustvariti zadevo. Ampak ona zdaj ni dala namere. Ja. To je sama rekla. Pred izdajo točno te knjige ni bilo namere. Kaj si ti čutila? A si ti vsak dan, preden je šla ta knjiga ven, čutila, da jo množice kupujejo, si vizualizirala ljudi v knjigarnah, na spletu, ki klikajo, ki naročajo, ki jo dajo na svoje srce, ki jo odprejo, berejo, ki teče čez njih ta energija, ki je dejansko v tisti knjigi, ki sem jaz začutila tisto energijo. A si jo začutila vse? Oprostite, kar motiva. Pazite se, da v 77% ni naročenih na ta kanal. Kaj delate? Pojdite se naročiti pa gledati nazaj. Ja, hvala, rada vas mava. Ajde. Dobro smo začeli. Mene je vedno zanimalo pri teh stvarih to, koliko časa, recimo, če bi jaz se zdaj odločil, da hočem napisati knjigo in jo hočem prodati, recimo, koliko časa bi mogel jaz to delati, da bi to prijeli. A veš, tako smo ljudje naštimani, tako jaz to nekako si predstavljam, da vsi vidimo, da tako kot recimo, če hočeš preteči maraton, moraš verjetno trenirati nekaj let prej, ali pa vsaj eno leto prej. V resnici pa trenirati z mislimi, pa videti sebe že kot zmagovalca na cilju in tako naprej. To je v bistvu čisto prek srca manifestiraš. To je tista želja v tebi, da bi rad res ti knjigo napisal, pa da se ta knjiga prodaja. Moraš ti to že poustvarjati v sebi, živeti s tem, kot da je to že tukaj. Ja, ampak se moraš tudi potruditi, ne, da napišeš, ne? Moraš korak naprej, seveda, ker manifestacija ni samo, da ti ustvariš, pa potem, ker pride. Moraš ti neke korake narediti. Definitivno, da jih moraš. Ja, reci. Brez korakov ni ničesar. Jaz sem recimo ravno prej sem ti razlagala, kakšne uvide sem dobila zadnjič na obredu na ceremoniji. Dobila sem naslov knjige. Ampak če jaz ne bom šla v akcijo, če ne bom začela tega pisati, tipkati, iz tega ne bo nič. Meni se je samo odprlo, aktiviralo se je ta del moje duše, kjer imam ta zapis in iz katerega je možno to narediti. In potem ful je pomembno, da že ko začneš pisati, da začneš ustvarjati, kdo želiš, da bere to knjigo, kaj želiš s to knjigo doseči, kakšno namero.
Ali pa tukaj še zanimivo vprašanje, ki se ga dal, koliko časa, kaj pa je čas? Zadnjič smo ravno delali z našimi lightworkerji, ne Bojan, ker se nam je v polju prikazala ta raztegljivost prostora in časa, teh dimenzij in to, kako ljudje zdaj, ko prehajamo v novo zlato dobo, v višje dimenzije, kako bomo možnost v bistvu delati, manifestirati tudi prostor in čas in ga spreminjati. Ja, ker jaz sem začutila, naprimer, nekaj. In meni gre na jok, ko pomislim, za komu sem knjigo namenila, ljudem in jaz to verjamem. Ne? Ja. Ampak, a veš kaj, nekaj pa ti moram povedati, če pa ti meni rečeš 100 000, ne, se pa jaz spremenim, se ustrašim tega, a veš, ustrašim se tega, mislim, in rečem si, kdo pa sem jaz, da bi ciljala na 100 000. Kako pa to sebe Jaz spremeniš? mislim, da počakajte prvo, da dosežeš teh 10 000, ko si jih že zmanifestirala. In ko boš to videla, da si to dosegla, boš dobila nek zagon v sebi. In potem počasi so ustvari teh 100 000, ob tem, ko se ta knjiga prodaja. Na tak način pa verjemi, pa tako kot je Polona rekla, da se ti film odvrti, kako kupujejo, kako so veseli, ko jo berejo, kako jo k srcu dajo in tako naprej. Da jo čutijo, ne? Da tebe čutijo dejansko, ker ljudje te obožujejo. Tvoja knjiga kaj je se večna, ne? To je... Kaj se pa zgodi, če ti ne uspe tega prodati 10 000? Če ti ne uspe, Zakaj ti ne bi smeš imeti uspelo? dvomov, zakaj bi imel dvome? to sploh ni opcija. Pa. Ne, ni opcija. Zakaj bi imel dvome? Veš Ne, kaj, jaz moram reči, mene je Bojan to naučil. Ne vem, kako, mislim, neposredno, ampak to, kar sem ti tudi prej rekel, ne, kako se svet mi odpira. Ne, to si mi ti naučil, to si mi ti pomagal takrat. Ne, kako tako, tega strahu pred 100 000, jaz nimam zdaj strahu niti pred milijoni več. ne, to bom, mislim, da bom tokrat to lahko, bom poskusila, prav, to sta mi dobro istočnico dala. Namreč, ki se vi veste, jaz od knjige dobim €1,50. To pomeni, jaz se tako zelo bojim manifestirati oziroma si želeti denar, ker imam še denar, vedno denar, povezava, je pohlepnost, je, da si ne zaslužim. Ne? Čigava zgodba je to? Ja, A je res to tvoje? ja, tako jo ja doživljam, ne? Doživljaš jo kot svojo? Ja. Kdo pa si ti? Ti si kreator. In ti si edina, ki lahko spremeniš svojo zgodbo, če se odločiš, da jo spremeniš. Dej vprašaj se, mogoče na tej točki, zakaj živim to zgodbo. A si res želim? A jo res čutim kot mojo, da si ne zaslužim tega denarja? Ali je to zgodba mojih prednikov, ki se je skozi milijone let manifestirala v moje celice, v moje celične zapise, v moj DNK? Kaj jaz s tem, ko rečem ljudem in svetu, tukaj sem, ne zaslužim si denarja, ne zaslužim si €1,50 na knjigo in 100 000 prodanih izvodov. Kaj imajo oni od tega? A bojo oni boljši ljudje zaradi tega, ko boš ti sebe potlačila? Dobre, istočnica, ne? Mi imamo lih 14.11. Delavnico v to smer. Lih sem hotel vprašati, ja. 14.11. Lih sem imamo hotel prav vprašati, v to kako je smer, to. Kar Kako ti je zdaj govoriš, ne. Bomo osvobajali te vzorce ljudem. Tisti, ki bo prišel. Pa si vidva ste, transcendentalna meditacija za obilje. Ne? Tako je. za obilje. Ampak vidva ste Prav že... za finančno Za obilje. finančno obilje. In bova tudi to delavnico, ker bo res močno, to je res poseben program, prvič jo delava, jo bova tudi naredila potem še v 2023, bova ponovila, tako da za tiste, Kje ki pa bi kdaj pa slučajno jo imate zamudili. to, če se mi vprašate? Ja, kar povejte, kje pa, kdaj pa, tako da bomo vsi... Lahko bojo že prišli, oni vedeli, ne da samo bomo midva. lahko prišli. Meni Ja. je za vas vse en, jaz hočem imeti finančno obilje. Ta prva je 14.11. v višji vibraciji v Podotiku. Je pa tako, no. Ne bo zunaj podcasta, ne? Je bila 14.11. Spremljajte na Facebooku, pa boste pa... Na Facebooku in na najni spletni strani. Kjer na Facebooku? Svet energij. Tako, spletna stran www.svet-energij.si in Facebook stran Svet Energij. Tam so objavljeni dogodki in bova definitivno ponovila to delavnico, ker je zelo zanimiva. In tu v bistvu mi, da smo dobila sporočilo, kaj se dogaja. Mi imamo toliko močen kolektivni strah pred imeti finančno obilje, ker v preteklosti to ni bilo ok. Nisi bil vreden, če si to imel. Ampak kaj je naša naloga, če želimo
dvigati vibracijo zemlje, dvigati energijo skupnosti, spreminjati moramo začeti svoje lastne zgodbe. Ne s tem, da bomo čakali, da bojo oni spremenili, da bo on spremenil, ampak da bomo vsi aktivno začeli sebe spreminjati in bomo prišli do tega, da bomo ustvarjali harmonijo in da bomo pokazali, da lahko ima vsak. In s tem, ko mi kažemo, bodo drugi videli, da je mogoče in šli naprej. Čas je, da se začne spreminjati to. Ja, ampak zdaj, ko sem to poslušala, me zanima, saj veš, mi smo polna, Slovenija je polna takih zgodb, da so ljudje kradali, da so se na račun drugega človeka, da so obogateli, da so... A veš, stalno je s tem denarjem povezano nekaj negativnega, a ni tako? Ne? Normalno. Zato, ker lik zaradi teh zgodb, ne, se je ljudem to utrlo v njih. Ampak denar je energija, ne življenjska, kaj je energija. Denar je, ko si dovoliš, da ga imaš, da ga širiš, da ga ne zadržuješ, predvsem, da nisi odvisen od njega, je denar čudovita energija in kroži. In vedno ga bo dovolj za tisto, ker boš ti potreboval. Če boš tako živel, na tak način. Tako imamo še eno vprašanje. A veš, denar je naprimer velika travma oziroma pritisk, ko ga naprimer človek nima, ne? Ja. Se pravi, ima nizko plačo, ves čas nimam, potrebujem, nimam. In povezan s strahotnim strahom, treba je preživeti, nimaš za avto, nimaš za bencin, nimaš za to. Kako ti takrat lahko ustvarjaš obilje? Kako v tistem trenutku lahko to delaš? Zvezdana sem bil na tem. Tudi vrtca nismo mogli let plačati. Res grozno je bilo. Pa sem se pa odločil, da bom jaz začel manifestirati. Da se bom začel ukvarjati s temi zadevami in sem se nekih 7 let ukvarjal res s tem. In zdaj se sploh ne obremenjujem, tisto, kar rabim, pride vedno. In je kar šlo, ti si vozil avtobus, ti se spomnim, da si nekoč meni, tako si me spoznal, ker si plenice mi pripelil za glih za Maja ali za Lana, se ne vem, ne? To se pravi, ti si v bistvu in takrat si bil iz rogu usta, ali kako? Tako je. In sem bil premoran v bistvu tudi kaj takega delati, da sem lahko sploh živel. Da si te plenice še dodatno si služil, pa tako. Ampak jaz sem verjel vase, jaz sem vedno nekje ustvarjal, ampak vedno je bilo to na robu vsega skupaj. Potem sem pa rekel, zdaj imam pa dost, sem poslušal, mislim, da je Joe Vitali bil, ko je govoril, njegovo knjigo sem prebral o tem manifestaciji denarja, kako delaš s tem. No in potem sem se res ukvarjal nekih 7 let precej močno s temi manifestacijami glede denarja. In sem prišel do takih zaključkov, da vedno pride, da denar ni, kako bi rekel, da nisem jaz odvisen od tega denarja, ampak je denar energija. Res je energija. In se, če ti po pravici povem, sploh ne obremenjujem s tem. Se ne bojiš nič? Ne, tisto, ki pride, mislim, imam strahove, kakšne, to ne bom rekel, da jih nimam, ampak glede tega jih pa nimam. Ti imaš kakšne strahove? Kaj je strah? Strah je iluzija. Iluzija je, ja. Imam strahove, vsak od nas ima strahove. Smo bitja na zemlji, prišli smo sem živeti kot duše zemeljsko zgodbo. Kaj pa je strah? Strah je nekaj, kar je del nas, kar pride z nami na svet. Tako, kot se na nek način rodimo z občutkom strahu, se rodimo z občutkom strahu. Strah včasih ni slab. Kaj se zgodi? Ravno prej smo se pogovarjali, kaj srečamo medveda, kaj se ustrašimo, kaj treba reagirati. Takrat je strah nekaj, kar nas opozori na nevarnost. Ja, strah je avtomatizem, ki je v nas. Imamo pa strahove, ki so na nek način iluzija, ker so pa ostanki zgodb naših prednikov, ostanki preteklosti. In ravno to povezano z denarjem. Vedno nas je bilo strah. Če greš celo zgodovino nazaj pogledati, strah pred preživetjem je v resnici to. Ne? Ja, ni to prvo človeško čustvo. Tako. Strah pred preživetjem, ja. Za preživetje. Tako. Primarno, ne.
Dolg čas je bilo tako, ne? Zdaj se mi zdi, smo pa v enem obdobju, kot si tudi sama rekla, obilja in to 21. stoletje in si moramo to začeti na nek nov način tolmačiti. Ne? Ampak če zdaj pogledaš recimo za nazaj, ne, ni bilo toliko bogatašev, kot jih je zdaj. Ne. Ja. Zato, ker včasih je bilo to res osnova preživetja. Ja. In so se bali tega. Kakšni so imeli pa drznost, pa so obogateli, ne? Ampak je bilo teh res malo, zdaj je tega ogromno. Ker poglej, kako je zdaj v teh časih. Ja. Je ogromno bogatašev. Ampak kaj je, naprimer, kaj pa je to, ki je tudi z bogatstvom povezano? Razumeš, da bogati ljudje vedno hočejo še več. Kje pa je meja tega bogatstva? A veš, to nas, poglej, kakšne zgodbe je peščica zelo bogatih in na drugi strani ljudi, mislim, večina ljudi, ki dobesedno za preživetje se borijo. Predvsem treba je, kar bi jaz tukaj povedala, je, da je treba predvsem spremeniti pri sebi odnos do bogatih in odnos do denarja. Zakaj bi nekoga, ki mogoče v tem trenutku nima ali ima malo, motil nekdo, ki ima veliko in ki si jemlje še več? Kaj bo imel nekdo, ki v tem trenutku nima dovolj, če bo nekdo, ki ima in si še jemlje, nehal še jemati? To je prvo vprašanje. Najprej spremenimo sebe, da lahko začnemo spreminjati druge okrog sebe. Dobro. Kje pa je meja, da si ti rečeš, zdaj sem dovolj bogat, zdaj pa lahko delim? Da bi ti kot oseba, recimo... Ja, se veš, nas motijo tele, razumeš, imajo 100 milijonov, pa 1000 milijonov, ne vem kaj še vse. A ni čas, da se v nekem trenutku ustaviš pa rečeš, dovolj imam milijon ali pa 10 milijonov, potem začneš pa deliti, pa pomaga. A tukaj... To je tako, ne? A je to pravljica samo? Da je to tako, to ti bi zdaj nekaj povedal, ne? To je tako, da bi ti nekomu medvedno uslugo naredil, da mu deliš denar. Ne? Ti moraš tega naučiti, da lahko z manifestacijo ustvarja obilje okoli sebe. Vse denar je sama energija, denar je del obilja, ki ti ga omogoča potem, da prideš do njega. Ampak jaz raj vidim, da ljudi naučim, kako uloviti ribo, kot da mu jo dam. Drugače samo naredil medvedjo uslugo. To pomeni, da... Nič dobrega mu nisem naredil. Nič dobrega? Ne, nič dobrega, da mu šenkam zdaj neki tam. Ja. Ta beseda danes, medved. Osnovna beseda. To pomeni, da v bistvu se ti ne rabiš ukvarjati s tem, kdaj ima kdo zadost, ampak kdaj boš ti, kaj boš ti ustvaril. Ja, zato sem jaz dobil tudi energetsko sporočilo, da delava to meditacijo, ko jo bova delala zdaj. Tle bova sproščala ljudi, naučila, da denar ni tak bav in da ga lahko dobiš. V resnici denarja je dovolj za vse, če si ga dovolimo imeti. Ja. Okay, lahko sem pa res nekaj vprašam. A je fair, da ima nekdo 200 milijard, nekdo nima pa nič? Jaz se pa ne ukvarjam s tem, nič, nikoli. Ne? Mislim, zato, ker... da smo govorimo o svetu, pa energije... družbeno, a veš? Vsak ima svojo resnico. Vsak ima svojo resnico. In če je to del njegove resnice, ne bo to del njegove resnice, jaz sem srečen za njega, če je to on srečen v tem. Ampak veš kaj, jaz mislim bolj primerjavo med recimo, tako kot sem rekel, tem, ne vem, rečemo Jeff Bezos in nek otrok v, ne vem, Tanzaniji, ki je rojen in nima pojma niti kaj je Amazon, niti kaj je računalnik in verjetno tudi, ne vem, telefona nikoli v življenju ne bo. Dobro, to je pa družba zdaj tlele, družba je drugače odprta. Jaz sem tudi za družbo 5. dimenzije, ki je bolj odprta, ker imajo vsi lahko vse in tako naprej. Kaj je to 5. dimenzija? 5. dimenzija je vibracija, ko se ustvarja z to zdaj zlato dobo, ko prihaja. Ne? Gremo v 5. dimenzijo. Ki pomeni konkretno kaj? To je višja vibracija življenjskega sloga, drugač. Bolj duhovna do sebe. Sej, če si ti duhoven do sebe, lahko deliš z vsem vse. In tle ni uvir, ne? Jaz ne vidim nobene uvire, zakaj ne bi vsi živeli v taki družbi, da bi bilo vsem omogočeno
imeti pač vse. Dovolj, ne? Ali pa, ja, ali pa. Zavist, ljubosumje, take stvari. Ne, ful se mi zdelo zanimivo tvoje vprašanje, kaj si rekel, ne, otrok a si rekel v Tanzaniji, recimo. A ta otrok v Tanzaniji sploh razmišlja dejansko o nekomu, ki ima 200 milijard, ne? To je prvo vprašanje. Kdo večinoma razmišlja o takih? Te, ki živijo v recimo istem kraju, kot živijo te ljudje in mogoče nimajo dovolj, ampak to je pa ravno to, kar je pa Bojan rekel. Taki pa rabijo ozavestiti sebe, začeti spreminjati svojo zgodbo in začeti delati na tem, da lahko oni imajo in oni spremenijo. Ker fair pa ne fair, ne. Sej tudi, če pogledamo, a je fair, da na zemljo pride muha pa medved, a je fair, da lahko umre v enem dnevu pa... Jaz sem tudi tako mislil, on ni lačen, recimo. A veš, to se Sam kot je podobno rekla. On niti ne ve za ta zgovoriti. Ja. Ampak dejansko res ne ve. To ti vidiš, ne? Ja, razumem, kaj misliš. A razumeš, in tudi nek bogataš je te pogledalo. Mogoče ti je svoj. Ja. Zakaj ne bi pa Meni je. Tako bi sem rekel, meni si ti odprl oči, da jaz vidim pozitivne stvari od tega, ne negativne. In to, ne, še ena pomembna stvar se mi je vzbudila tukaj. Definitivno, kaj je ključno, da kot pri nas, kot pri človeku, da znamo začutiti sočutje do tega bitja, do tega otroka v Tanzaniji. Recimo, če pridemo v nek stik z njim, da začutimo sočutje, da mu poskusimo po najboljših močeh pomagati, če zmoremo, definitivno. Ampak hkrati pa najprej začutiti to sočutje pri sebi, vedeti, kje smo mi postavljeni, da lahko potem to delimo naprej. Ne? Je pa tako, kaj bo on rekel, odločitev vsakega posameznika, kaj bo s tem naredil, njegova resnica. Veš kaj, zdaj ste me pa sprovocirala, ker jaz ves čas razmišljam nekaj. Ne? Eno je družba, eno je posameznik. Ne? In zdaj smo mi v času, ko vso odgovornost prelagamo na posameznika. Ti si sam kreator, ti si sam kriv za svoje življenje. Mi s tem v bistvu dajemo odpustek nam, ostalim, vsem, ki ustvarjamo družbo, a se vam ne zdi, da to pa mogoče, a veš, so stvari, ki jih posameznik ne more spremeniti, ki jih moramo mi skupno in naprimer duhovno, tako s tem, kar se vidva ukvarjate, in energetsko, kdaj bo to vstopilo v realno, družbeno življenje, v konkretno življenje, a veš? Mi človeki vedno zdaj, vi vsi govorite, sam si odgovoren. Kdaj pa kdaj nisi? Si rojen, tako kot sem bila jaz, v družino, mama, kuharca, jaz, če ne bi mene, ne vem kaj, jaz se zahvaljujem, jaz vem, da je mene nekaj gnalo oziroma poklicalo, ampak jaz bi lahko ostala tam v enem bifeju, mislim... Lahko bi, pa nisi. Pa nisem, ja. Ampak to... Ker si imela žar v sebi že vedno. Ja, ampak s tem sem se rodila, to sem imela srečo, kaj? Nisi imela sreče. To je že namen tvoje duše bil tak. To je bil to se namen, pravi, da greš ti prideš tudi z namenom, da ti spodleti. Tako, skozi tako težko obdobje, da padeš na najvišje dno, da se potem začneš odrivati. Ker moraš res pasti, da se lahko odrineš. To in tudi... Ampak je... Take it from me. Tvoj žar. To je tvoje poslanstvo, ki si ga prinesla s seboj na ta svet. Ki ga nisi pozabila. Ki te je gnal znotraj, da si prišla do sem, ki si zdaj. In to je čudovito poslanstvo. To, kdo si ti s tem? Točno ti kot posameznica si tista, ki spreminja družbo zaradi tega, kar nosiš. Zato toliko govorimo o posameznikih, ker bolj, več, ko bo teh posameznikov, ko bodo začeli delati na sebi, bolj se bo lahko družba spremenila. Ker če boš pa ti kot posameznik, če bi se Zvezdana ti rodila s to močno željo in potrebo v sebi in bi jo tlačila, vsi se rodimo s temi impulzi, nekateri jih tlačimo, ti jih nisi, ti si šla naprej. Vprašati se, zakaj to tlačimo in začeti odpirati, to je to, kar delava z Bojanom, pomagava odpirati te stvari. Bolj, ko odpiramo, bolj se bo družba začela spreminjati. Več, ko bo ljudi, ki bodo dvigovali zavest, bolj se bo spreminjalo vse v to radost, harmonijo. Ampak to pomeni, da ko si ti rojevaš po tej teoriji, tvoja duša izbere neko zgodbo, neko usodo, ne? Oziroma vstop v neko situacijo, v neko telo. A ima pol enake možnosti, kot ona druga, se pravi, ti že štartaš z manjkom, ali kako? Vsak ima možnosti drugače. Zakaj jih ne bi imel? To je čisto odvisno od duše, kakšen žar ima,
kaj si želi, kje so njene smernice. Vsak lahko ustvari. Vsak ima to možnost, ker je vsak božanstvo v sebi. Toliko Svojega možnosti, polja življenja. toliko možnosti, kot jih je v tej dobi, v zlati dobi, kot je prej Maj rekel, v 21. stoletju, ni toliko bilo nikoli, možnosti ni bilo nikoli, ker predtem so bile omejitve izjemno močne. Zdaj so te omejitve znotraj nas, zunaj jih je vedno manj. In vsak od nas se lahko odloči, definitivno pa se vsi, mislim, da strinjamo, strokovna pomoč tukaj in tega je danes na voljo. Veliko, pa tudi veliko blefa. Točno to. To pa je na tebi, da presodiš, Točno to. A lahko kaj je prav, kaj ni. lahko še nekaj vprašam? Zlata doba, smo zdaj govorili, zlata doba, pa vodnarjeva doba, pa pol midva, ki delava jogo, ne, se pogovarjamo o tej jugah, ne, ki pa ne bi bila zdaj temna še neka juga. Kako je s temi dobami? Kako je s temi dobami? Kako je s temi dobami? Ja? Kakšna zlata doba je zdaj? Odkje si to? Pa v bistvu čutimo je pa kot velik pritisk, ne? Ja. Vojna, bolezni Saj in to vse je to. čar te zlate dobe, da more, kot sem prej rekel, da more vse skupaj pasti v dno, da se začne odpirati, da dobi zalet, da se dviguje. A pa je začetek zlate dobe? Začetek je bil 2012. Prva dekada je šla že skozi, zdaj prihaja druga. Zame tudi. 1. Zdaj se bo šele začelo postavljati, tako kot se more postavljati. Zdaj se bo začelo vse spreminjati. S tem obdobjem druge dekade zlate dobe. To je bilo samo odpiranje ljudi. Saj vidiš, recimo, pred 2012 ni bilo toliko ljudi odprtih. Ja. Danes ni bilo toliko zdravilcev, ni se govorili toliko o tem. Zdaj se govori res. Zdaj se, prav, če analiziraš za nazaj, boš videla, koliko je to močnej zdaj, koliko je to več tega, koliko se je to odprlo. Ja, prej se sploh govoriti ni smelo o tem. Ni se sploh govoriti V bistvu je bilo to nekaj Tako. čarovniškega, pritlehnega. To je bil namen prve dekade. Druga dekada je pa namen zamenjati si sistem. Se pravi, je pa močnejši sistem. Bo pa šlo v neko preobrazbo vse skupaj. Določene stvari se morajo zrušiti, prečistiti. Nekje mora tudi z vojno se zrušiti, ali z karkoli, z nečim, požari, ali z potresi. Tako, ko se prerojevamo, mi se prerojeva zemlja. Tudi zemlja je živo bitje. Rab joka, točiti svoje solze, dati ven svoj ogenj, tako kot moramo mi dati ven svoj ogenj, jezo, ki se je nabirala leta, stoletja v nas. Treba je prečistiti, zemlja se mora prečistiti. To sem jaz zdaj, vse maj ti si gledal predstavo, ne? Mi smo to žene v testu delali. Ne? Zelo dobra predstava, ja. Morate pogledati vsi, ker Ja, energetska. imate radi dramo. No, povej, kaj si Povej, tam. ja. Namreč, Meni se zdi, da je to bila ena predstava, smo jo počali dol. Po dolgem času je bila taka predstava, kakor sem si jih jaz predstavljal, ko sem bil majhen. Veš, ki je bila, vse je o energijah, prav vse je o energijah, ker si gor, pa si dol, kot da bi te v en pralni stroj dal in na centrifugo na polno in so emocije in je sreča in je žalost in je globina in je neke stvari so površinske. Surovost. Ne? Surovost, absolutno surovost. Ja, so da izjemna predstava. No? Žene v testu, v mali drami, v To si dal dobro istočnico s to predstavo. Ne? Kaj se nam dogaja? Ljudje vse prevečkrat gledamo samo nas in mislimo, to sem pa zdaj samo jaz, to se pa samo meni dogaja. S to predstavo ste jo pokazali. To smo mi, to smo ljudje tukaj na zemlji. Vsi imamo Sploh v čustva, Sloveniji, občutke, padamo, se dvigujemo, čutimo, ne zmoremo več, ampak se zmoremo dvigati iz tega, se na novo roditi, ostati. Lahko bi rekli, da smo vsi iz istega testa. Tako. Ko mi dva narediva delavnice, ne, te celodnevne, ne, ko se pogovarjamo, ne, ljudje vidijo, se tam ima tudi težave, se jih nimam sam jaz. Ne. Ja. To je res nekaj najbolj zanimivega na delavnicah. Mogoče mi, ki smo že toliko temov, to niti ne pomislimo tokrat, ampak potem, ko vidimo, to je ljudem tako vredno, da si ne znamo predstavljati, da vidimo, kako se lahko povežejo, kako se najdejo en z drugim. In to mi dva na delavnicah res prakticirava, ker tukaj je globina zdravljenja. To delava na teh celodnevnih, ki jih imamo tudi na duhovni akademiji. No, duhovno akademijo, dajte predstaviti tudi, to bi rada, da delimo. Ja. Kaj je duhovna akademija, pa kdaj je, pa kako to deluje.
Bo kar ponovno to povedal. Ja, da je Polona. Duhovna akademija je pa sklop 5 srečanj, kjer se srečujemo majhne skupine in se povezujemo, delamo na naših prepričanjih in vzorcih, delamo na tem, da smo vsi dejansko božanska bitja, da smo čista energija in da zmoremo kreirati, učimo se ustvarjanja, kreiranja, sočutja, povezovanja eden z drugim. Učimo se ljubezni, učimo se teh svojih resnic in tega, da v bistvu, koliko je pomembno, da najdemo tudi svoje sence in strahove, da jih damo ven, da jih odložimo in da ugotovimo, da določene stvari, ki jih živimo zdaj, niso naše, ampak so pričakovanja drugih. Pričakovanja morda celo tistih, ki jih niti ni več med nami. In tega se učimo. Midva zdaj s to duhovno akademijo hodva po Sloveniji, imela sva recimo v Kamniku, v Jelšanah, v Domžalah. Aha, po Sloveniji se selita, to mi je všeč. Tudi. Aha. In če recimo si iz kakšnega kraja, da se več ljudi zbere, da se zaželi, no imamo majhne skupine, tam 10, 12, da nas je, da res lahko aktivno delamo, da se res lahko naučimo. Zdaj v januarju, februarju bova imela v Domžalah, potem bomo marc, april nadaljevali. Več manjših skupin, to je zdaj prva, osnovna stopna, potem bo pa sledila še druga in tretja stopna. Kratek opis je pa pot nazaj k sebi. Pot nazaj k sebi. Ne? Tako. To se več se tudi s tem na nek način srečujemo. Jaz sem hodila k vama, ne? Zdaj bom tudi povedala svojo zgodbo, glede na to, da si rekla, kako je dobro, ko vidimo, da ima vsak izmed nas težave. Ne? In se spomniš, jaz sem prišla preko ene prijateljice, ki je zdaj tudi mene zapustila, pa mislim, da tudi vas v bistvu nekako ni našla se, ampak jaz sem ji neskončno hvaležna. In jaz Tudi jaz. Tudi ti, ne. In jaz, na primer, nisem, vse veste, vidva oba dva, kaj preveč v to verjela, ne. Kako sta vidva mene doživljala? A ko si A veš, začela? Jaz sem prišla, pa sem si mislila, no, vse škoditi pa ne more, ne. Je tako, ne? Kako sta vidva mene doživljala? Ker jaz sem se med tem spremenila, ne. Ti si se zelo spremenila. Ja. Ti si začela verjeti vase. Ja. Ti si pridobila ogromno na samozavesti in začela si doživljati tisto, kar v resnici si, kar smo midva videla, ko si ti prišla prvič. To, kar večkrat rečeva glasnica, povezovalka ljudi med sabo in v bistvu s to knjigo si presegla vse to, ne? Ker ta knjiga je res izjemna. Tako da jaz vem, da bo dosegla 100,000 izvodov, ko boš ti ready za to. Ja. Ti dovolila? Ko mi jaz dovolila. Ker to je zdravilna knjiga, ki odpira srca. Res te prečisti. Vse to sem že s tabo podelila, ko sem jaz začela brati to knjigo in te zgodbe, recimo pred spanjem. Meni se je odpirati začel. In potem, ko sem spala, so bili to procesi čiščenja, zdravljenja. In to je to, ne? Ker se moraš zavedati, da nosiš zdravilko v sebi. In jo pelješ prek predstav, prek igranja, prek pisanja. To je to. Kako lepo je, ja, ker take To je tudi- odzive dobivam tudi, ne? Ne, to je tudi ena lepa stvar pri vama obima, kad date človeku tak občutek varnosti in moči. Ne. Jaz sem bila tudi ena izmed prvih, ki ste rekli, da imamo jaz tudi moč za to. In se nismo poznali, in tako je bilo najprej skeptično, pa tako, ampak ko prideš ne parkrat, ko se spoznaš, take stvari, recimo meni, jaz sem tak tip človeka, da te stvari meni ful pomagajo, da ti nekdo reče, dam ti zaupanje. Mogoče so to tiste stvari, ki so nam manjkali kot otrokom ali pa kaj, ne. Zato, ker midva vzameva vse ljudi kot sebi enake, kot božanstvo. Midva sva light workerja. In midva sva prišla kot glasnika na zemljo, da odpirava ljudi in da jih pripeljava nazaj v njihovo božanstvo. In to je moj cilj in moj namen, da vsem pokažem, da zmorejo tudi oni. Zdaj bom pa takoj se navezala na Majo tole vprašanje. Maj pravi, da ni imel te podpore, ne? On tako doživlja. Mislim, če jaz kaj kot mama njegova rečem, lahko, da ima on mojo podporo in vero vanga ves čas, ampak on tega ne vidi. Zakaj se to zgodi? On ves čas... Replika,
Replika. Replika, prosim. Ne, najprej ne ona da odgovori, da boš pa ti repliko. Zakaj se nam to dogaja? Namreč to je ta osnovni problem, ki ga imamo drug z drugim. Zato, ker si imela ti do njega kot do svojega sina, poleg brezpogojne ljubezni, ki si jo čutila do njega tudi pričakovanja. In ko se pričakovanja upletajo v odnos, takrat začne otrok to čutiti v delih sebe, ker pride s temi znanji na svet. Tukaj, kar se pa dogaja v terapiji, je pa zgolj energija in ljubezen brez pričakovanj. Samo aktivacija delov duše, ki so nekje v globinah, ki mogoče spijo, ki jih mogoče ne začutimo, ker nismo vedno v stiku z najvišjo vibracijo, ker nismo v stiku s svojo dušo. Ti kot mama, tudi jaz kot mama vem, da so v teh odnosih, ki jih pa živimo, en z drugim vedno upletena neka pričakovanja, če ne drugega nekje v ozadju, pa mogoče nekje v nezavednem, neke primerjave, neki strahovi. Aha, jaz sem bila taka, meni se je to dogajalo, ne želim tega za svojega sina. To niso samo ne le pričakovanja, ampak tudi v bistvu temu mi rečemo, da ne spustiš čist. Neka navezanost. In normalno je, ljudje smo bitja navezanosti. Mama in otrok, ko se otrok rodi, sta navezana. Prinašate nekaj sabo. Tukaj, ko pa prideš v to sobo, v terapevtski prostor, v to energijo, pa lahko vse to spustimo. Ker jaz sem ravno preko vaju začutila. Jaz sem spustila mnogo stvari, ki se jih res nisem zavedala. Naprimer, jaz bom zdaj povedal, to so, mi smo kot božanska bitja šli v reinkarnacijo življenja in imamo mnogo življenj za sabo. Tukaj so dušni zapisi, ki so karmični odnosi. Karma pomeni samo obtožba. Karma ni, da bi bil nekdo nad nas, pa da bi nas obtožil, ampak je to samo obtožba. Sami se obtožujemo. Tako, in tega imamo ogromno v naših dušnih zapisih noter. To je ta princip. Potem pa pridemo, pa se rodimo, pa dobimo celična jedra. Celična jedra imajo spomin in delujejo skozi podzavest. In podzavest, ko pridemo v podobno situacijo, nas spomne na tiste vzorce, ko smo jih že imeli, in nas vrže v začaren krog, mi z mislimi ustvarjamo, ker je vse samo misel, pa energija drugega ne obstaja, in mi smo kreatorji tega, in potem, ko nas ta spomin pride čez, se začaramo v krogu in potem mislimo o tem in si manifestiramo jutri in smo v začaranem krogu. Zato jaz delam Papolona, počistimo vzorce, ki so na celičnih jedrih. Ne vzorce, ker si jih ti podoživela, ker to je tvoja modrost življenja. Te strahovi, te emocije, da prideš ti v čisto vibracijo, da podzavest pride lahko navajati in da potem ti res se zavedaš, da kreiraš svoje jutri ali pa tukaj zdaj, ker ti izrečeš. Potem je pa še dedni zapis, je pa DNK zapis, ki te pa telesno onemogoča. Je pa treba tudi to počistiti. In ko to počistiš dvoje, se potem lahko spustiš v polje dušnih zapisov. In ko to še to narediš, potem si Bog. Potem ustvariš. In vidva sta že približe k temu. Da sta že božanstva. Kako si ti rekla, da imaš mogoče mečkine strahove. Ok, si pa že na tej poti, da to lahko vse odvržeš. In potem res živiš kot Bog in potem še bolj to širiš v svoje okolje naprej. Ampak v bistvu je to vseživljenjski proces. To je proces. Do konca. Nisem hotel vprašati nekaj na to temo. To je kar močen proces. Kako je pa s tem, glede na to, da smo čisto vsak človek je drugačen, ne? Zdaj se mi pogovarjamo o določenem načinu. Kako to vidva, recimo, kako predstavlja različnim ljudem? Recimo, mi dva Zvezdana sva si dosti podobna. Dosti podobno razmišljava. Kaj pa, če nekdo pride, ki totalno drugače razmišlja? Kako pa njemu to razložiš? Ta prvo se moraš zavedati, da dobro, zdaj jaz to gledam drugače, kot gleda on ali pa ti ali pa kdo drug. Jaz bom zdaj moj pogled povedal. Zame ima vsak človek svojo resnico in je prav, da jo ima in jo spoštujem jaz, da jo ima. Ker tudi jaz sem bil včasih na taki poti, da sem imel tako resnico. Ni nič narobe. Jaz to podražujem, da to je super, ampak da rasteš.
In ti boš, ne vem, čez 2 let imel pa drugačno resnico, ker delaš na sebi duhovno. Ne? Prvo moraš se naučiti gledati, da so vsi božanstvo. Ampak vsi, ne glede, kakšen je in kako deluje v življenju. Tudi tisti, ki jih ne maramo. Ker tisti, ker ti ne maraš, pri njemu so ogledala, ki jih vidiš, ki so tvoja notranjost, ki jo moraš še počistiti. Amen. Ja. To za gledanje me tudi zanima. A veš, naprimer, jaz sem imela kar dosti časa v življenju opravka z ljudmi, ki lažejo, direkt, v oči, mrtvo hladno, surovo, manipulirajo in tako naprej. A to bilo moje ogledalo? Kakšno ogledalo? To je bilo tvoje ogledalo, da tebe to zelo moti. Ja, to me je motilo. In ker te je motilo, si dobila veliko vzorcev takih in drugačnih. Mogoče vprašanje, si imela kdaj, te je ta laž spomnila na kakšno osebo iz tvojega otroštva? Nekaj se ti je globoko... Mogoče tudi iz preteklih življenj, če bi šla brskat. Nekaj, kar si imela povezano s tem, da so se te ljudje vračali in ti kazali neko pot, na katerem področju svojega življenja rabaš prečistiti energijo oziroma kje imaš ti blokado. Ali pa sprejetnih. Ko jih sprejmeš, se spusti dol. In ti ne bo več takih vzorcev pokazal nikoli več, ker si zlila s tem. Ko si se ti spremenila. Si šla naprej. Tega ne rabiš več. Ampak jaz, na primer, nisem lagala. Lagala sem ni to, da si ti. Sama sebi mogoče. Ni to, da ne si gre ti. Za to. Ne gre za to. Gre za to, no, se zato sprašujem, kaj so ta ogledala. Gre za to, da tebe to mot. Ja. To. Projekcijske identifikacije. Ja, v bistvu on prenese ta del sebe na te toliko močno, da lahko ti, kot da na nek način začneš verjeti, kot da si to zaslužiš, oziroma da začneš celo čutiti krivdo, svojo krivdo, da je on sploh tukaj in tak do tebe. Ampak v resnici ne, to ni tvoje, to je njegovo. Zakaj imaš ti taki ljudi okrog sebe, je pa točno to stvar dela na sebi, raziskovanja, zakaj prideš v stik s tem, kaj še rabaš prečistiti, ozavestiti. Kaj se rabim naučiti, da tudi rečem takemu človeku ne? Ne, tako. Ne? Rečeš, jaz sem jaz, ti si ti. To je tvoja resnica, ni moja. In jaz razumem te, da živiš s tako resnico, ampak te ne obsojam. Ker živim svoje polje resnice. Kakšne občutke je on, oseba, ki je lagala, on ali ona, aktivirala v tebi, da si ti v bistvu nisi dovolila reči, ne, jaz sem jaz, ti si ti, se odmikam stran. Kaj ti, na katerem področju tvojega življenja ti je to takrat še služilo? To so vprašanja, ki se jih potem sprašujemo, ko so zelo pomembna in hkrati so to vprašanja, pri katerih raziskujemo svoje globine in ozaveščamo sebe. In se spravimo v stanje, da spremenimo. Se pravi, da ta občutek, če je meni, naprimer, kdo laže ali pa manipulira, se jaz vedno počutim rahlo nevredno resnice, ponižano. Ne? To si dala dobro istočnico, to lahko probamo. Naredimo eno regresijo v tem polju, ko so te v preteklih življenjih precej lagali, da ti je to zmotilo. Pa boš videla, boš podoživela zadevo in boš lahko spustila brez problema. Tako. Boš spustila sebe, ker si zamerila zaradi tega. Raziskovati globine. Točno to. Zakaj? Jaz nisem vredna resnice. Gremo naprej, globe in globe. To so terapije, ki se delajo, zato vas vabim z Bojanom na te terapije. Ker to so take raziskovanja, to so res take globine, to so stvari, kjer v bistvu ugotavljaš, kdo si, kaj si, odkot prihajaš, kaj vse zmoraš, kaj vse znaš. Ne, da se fokusiramo samo na to fizično, na svojo kariero, na to, kaj bomo, ampak nas res, ker to postane nekaj lepega in to, ko to traja do konca življenja, uživaš v tem. Moraš pa povedati, da je to proces. To sem rekla, do konca življenja in naučiš se uživati v tem. In ti lahko uživaš v raziskovanju sebe in dvigovanju sebe do konca življenja potem in si hkrati prizemljen tukaj in zdaj, se zavedaš vsega, ja, dogajajo se ti še stvari, normalno, ker je to proces. Če ne je dolg časa, ne? Če ne je dolg časa, če se ti nič ne dogaja. Čarobno palčko naredil, pa ali pa če samo čakaš. Ampak lahko jaz nekaj vprašam. Glede na to, da si rekel, da sta light workerja, pa da sta brat in sestre,
koliko časa pa to že veste, vidva? Jaz vem, že od otroka. Mislim, tako skupaj, ker tudi skupaj delate in to je drugače zame, ker imam 2 brata, je to sanjsko. Kdaj se je lahko to s bratom delo celo življenje. Kdaj se je to začelo pri nama? Kaj je Polona bila coach, kaj že... Jaz sem šla takrat delati nekaj izobraževanja, več stvari, ampak točno ta je bila, mislim, da Theta Healing. Theta Healing si delala, Potem, ko sem jaz vadila v bistvu in si me ti prosil, da... Ja, ona v bistvu meni jaz sem rekel, daj ti meni poglej, kakšno imam jaz poslanstvo v tem življenju, kaj sem si jaz zadal, mi to poglej, ne. In ko ona pogledala, ko začela govoriti, je meni odprl, kaj bi mi, ne vem, stikal tako, da pritisnil. Aktivacija dušnih delcev, je naredila aktivacijo. Dušnih zapisov. In od takrat naprej se dogaja. Kar tudi delava na terapijah, ne, aktivacija dušnih zapisov. Drugače pa jaz živim s duhovnostjo cel življenje. Od majhnega, ker sem imel tudi takega mentorja v življenju, ki je bil guru, sem mu hvaležen neizmerno. Si od majhnega, mislim, lahko poveš o tej zgodbi, mislim, meni si jo povedal, vem, da je dolga in da so stvari tudi, ki niso za širšo publiko, ampak lahko poveš nam še o tem. Moje prababici, tam smo živeli pri prababici, je imela prijatelja, ki je bil guru, vsega tudi Polona pozna, ampak ne tako, kot jaz, ne. Jaz sem bila malo mlajša. Ja, on je bil meni kot drug oče, jaz ne vem, on je z mano bil, delal, pogovarjal se, učil me, pokazal mi svet, kako izgleda notranji svet, naučil me je notranje meditirati, te globoke, kot otroka že. In to za časa Jugoslavije, ker je bilo to res strogo prepovedano. Zanimivo. Jaz vem, naprimer, da vidva tudi nadaljavo zdravita, predvsem ti si enkrat, takrat se je tudi meni obrnil, ne? Se spomniš, ko je moja mama, to je bilo, mislim, da je bilo v času korone, je doživela napad vrtoglavice, že drugič, prvič, ko se je to zgodilo, jaz mislim, da tebe vaju še nisem poznala in takrat ni mogla priti v zdravstveni dom in na urgenco in sem jaz rekla, da bom te peljala na urgenco, še res korono dobila in sem tebe poklicala, ne, in moja mama ni vedela nič. Sem rekla, sem nekdo te bo poklical, pa ti bo pomagal. A ti povem čarobnost tega? Tebi povej. Bom ti povedal. Ja. Zdaj ti bom pa razkril to. Mi smo božanstvo, del vsega, kar je, brati in sestre, en z drugim. Vsa živa bitja. In imamo zapis skupni. In jaz tukaj pa verjamem 100% v te stvari. Se pravi, nisem 99,99%, ampak sem 100% v to, kar sem zdaj povedal. In lahko se povežem z vsakmu in mu odprem polje in mu počistim te madeže, ki jih ima tako. Tako lahko vsak naredi, ker imamo vsi spomin na vsadzga v svojem polju. Ja, to tudi ni do to sem zdaj prvič povedal. Evo, Ampak zato lahko delam na vsakmu. Nima veze na kom. Ja. Se lahko povežeš in kako lahko pa odzameš bolezen ali pa... Pa kam jo daš? Ne, bolezen je tukaj, bolezen jaz niti ne vzamem, bolezen je tukaj zato, da ti pokaže, da nisi na pravi poti svoje duše. Bolezen je izrecno samo zaradi tega tudi tukaj, da nisi ti na pravi poti. Da te nauči, da seveda, če si pripravljen, da te spregledaš, zakaj se sploh gre. Gre se za tem, ker mi imamo temne točke v naših avričnih poljih, v bistvu, jaz to počistim in tam, ker sem počistil, spustim energijo svetlobe, da te začne ozaveščati. In ko te ta energija začne ozaveščati, potem ti sam to sproščaš, to bolezen, in ti pokaže tudi kaj, zakaj in tako naprej. Ampak kljub vsemu mora človek tisti, ki ga zdraviš, sodelovati. Sodelovati, ja. Jaz to delam tako, da on sodeluje. Jaz lahko naredim tudi tako, da ne sodeluje. Da ne sodeluje, ne. Ja, moja mama ni sodelovala, ne. Ja, pa sva se pogovarjala, tako da je pustila. To je že veliko. Ampak če mi kdo reče, ne vem, a bi ti, ne vem, neka žena mojega moža delal, da on ne bi vedel, lahko, samo ne bo sodeloval in potem ne bo... Mislim, bo neka sprememba, sem bo to prišlo nazaj, zato ker on ni sodeloval. Ne? Če pa on sodeluje, da on je za to, da ti njega narediš nadaljavo, mu pa že lahko odpreš polje
zavedanje. Takrat se pa začne odpirati. Tudi odvisno je, to, kar ste že prej vprašali, ker prihajajo različni ljudje. Ne? Ti začutiš, to, kar je Bojan rekel, začutiš, kaj je v človeku, ko pride, začutiš, kaj potrebuje, a je dovolj to, ali delo nadaljavo, ali na ta način, ali on rabi tudi raziskovanje preko pogovora in zato so potem tudi različne metode, tehnike. Jaz recimo delam tudi integrativno psihoterapijo, tako da tudi kombiniram doskrat, lahko potem tudi sam eno, ker tukaj gre ali z samoraziskovanjem, potem pa s čiščenjem svetlobo, z energijo, zdravljanjem teh delov, zaveščanjem, ne? Pa tudi to, kar je Bojan prej rekel za bolezni. Že preden pride sama bolezen, mi imamo določene dele telesa, ki so mogoče bolj boleči, ne vem, nekoga ima težave z vratom, ali z očmi, Križ, ali z ramenom, kolena. s kolenom. Evo, kaj je tukaj ena metoda, ki je meni recimo osebno zelo všeč. Tukaj gre, lahko rečemo temu, ali somatska arheologija, ali v bistvu greš v izkopavanje tega, zakaj je prišlo do te bolečine. Greš gledati nazaj, ne? Lahko na ta način, ali samo svetlobo, itak je ful pomembno, celična čiščenja, DNK čiščenja, da res svetlobo, potem pa še dodatno greš lahko ozaveščati to. Zakaj se je to zgodilo, čigava je ta bolečina, od kje je prišla, a se nisem premaknil naprej, kam bi se mogel premakniti naprej. Recimo en primer, ne vem, ženska, ki je igrala kot mlada klavir, potem se je pa zelo malo poročila in ji ni bilo v bistvu dovoljeno, imela je otroke in to naprej igrati. S tem je izražala sebe, izražala je svojo dušo, lahko je postala koncertna pianistka, ampak v resnici, zaradi tega, ker se je posvetila družini, možu, je vse te svoje sanje zablokirala in jih potlačila, pozabila na to. Pri raziskovanju teh stvari, ne, ko je imela pa bolečine v rokah, prstih, je pa prišla do uvida, ampak to je proces, globoko raziskovanje proces, in je prišla ne samo na nezavedno, ko se prečisti, ampak še zavestno do uvida, da je to zato, ker je opustila svoje sanje in more naprej iti slediti svoje poti, ker če ne, se bo to razvilo vedno hujšo bolezen. In na ta način lahko potem raziskujemo, ozaveščamo vse bolezni, ko pa zdrav. In to je res noro, no? Kombinacija. Ja, da bi sam sebi knjigo zgodovine svojega telesa pisal. Sam še enkrat bi se vrnil, se pravi za zaključek, bi se vrnil na finančno obilje in manifestacijo in meditacijo in me zanima, kako bi recimo vsem tem, kaj nam zdaj v komentarje pišejo, kjer je to bullshit, pa kako bi njih recimo prepričala v to, da bi vsaj probali. Ne rabimo jih prepričevati. Bojan, ne? Ne? Ko bodo pripravljeni, bodo sami od sebe prišli. Ja, prepričevanje je vedno, to pa tudi moja že izkušnja. No, kaj bomo pa pol rekli vsem tem, ki nam to pišejo, recimo? Kaj bi jim rekli, ne? Jaz bi jim rekla, da ne pridejo. Kaj? Da so to njihovo ogledalo. Pa da spoštujemo njihovo resnico, da je Tako, to to je njihovo. njihova Strah resnica, mogoče. strah Ne jih vas je- ne bo strah. Tako. Lahko pridete pa je. probate. Ampak s tem lahko zelo prizadaneš to osebo. Ko A res? rečeš, naj te ne bo strah tega. Ja. Naučite me. Ja. Povejte mi. Ne, kako ste rekla, spoštujem Vašo tvoje mnenje. resnico, pa tvoje Ja, mnenje. Ja. Ja, ampak nekaj mi zdaj pove. Naprimer, če nekdo res nekaj slabega dela, naprimer, jaz imam, naprimer, ne, in da res ne dela dobro za ljudi in tako naprej. A boš ti rekel, spoštujem te, v redu je, govori to, kar delaš, laži se naprej. To je pa drugo. Kako pa takrat reagiraš? Nekaj pa moraš reči. Mislim, mi smo zato, da si povemo tudi iskreno. Mislim, če nekdo reče direktno laže, naprimer, če se vidiš, predvsem v politiki se to zelo dogaja, direktno se manipulira. Jaz bi rekel tako, ne, če jaz spoštujem tebe, tudi ti spoštuj mene, da je to moja resnica in da ne pišeš na moj zid take stvari, ki tebe ne motijo, ker je to moj zid, ne tvoj zid. Ja, naprimer, če za Facebook. Ja. Kaj pa, če govorimo o politiki, razumeš, nekdo na nekaj razlaga, kar definitivno ni res, kar lahko preveriš. Ampak on kar razlaga, kaj boš pa takrat, jasno je, da te to razjezi, a ni? Da te to sprovocira, ali kar pustiš, pa ne pač bo tako, ali kako. To bo Polona lahko razložila, ker je bila v politiki nekaj časa. Ja, bo ona to malo bolj povedala strokovno. Sorry, meni ta izraz, spoštujem tvojo resnico, čisto kot mislim, da je tak, da če mu ga večkrat ponoviš, ga razorožiš. Ja, če si v direktnem stiku, ampak se veš, politiki se z nekih pediestalov govori in se naprimer širi neka neresnica. Ampak tudi ta politika se bo začela spreminjati, če se bomo začeli spreminjati mi.
če bomo mi začeli kazati Kako je hitro povedala to? drugačno resnico. Meni je bolj to vprašanje naneslo, ko si rekla, ne, kaj pa če nekdo nekaj slabega naredi. Jaz sem bolj začela razmišljati o tem, kar se dostikrat zgodi, se nekdo poškoduje ali pa ima srčni zastoj sred mesta in ljudje hodijo mimo. Mene bolj take stvari bolijo. Dajte ljudje akcije, dajte odpreti oči, dajte priti zraven, dajte pomagati, dajte stran, dajte odložiti svoje strahove takrat, ali pa če vidite, da nekdo nekoga udar, pa dajte pejte zraven, pa lepo povejte, ne vem, gremo v to tukaj, takrat se upletimo, takrat pomagajmo, takrat dajmo neki poskušati narediti. Ok, če pa tam v politiki neki bluzi, bomo pa že vsi skupaj. Ne rabiš pozornosti polagati, sploh ga ne poslušaš, kako, Izklopiti. Vse to, ko smo rekli, spoštujem tvojo resnico. Če ti rečeš to, pa ti rečeš to, pa ti rečeš to, pa oni rečejo vsi to. Prej slej dobi na moči ta stavek. Stavek dobi na moči, oseba pa zgubi na moči. Ja, tako. A veste to, vzame pa se spremeni. kad doskrat punce, ne, še mlajše, ki so zaljubljene, ne, recimo, pa ful ene energije, pol vlagajo tega fanta, pa skozi razmišljajo o njem, on s tem dobiva moč in one so vedno bolj zaljubljene, on se vedno bolj oddaljuje in v bistvu sami sebi škodimo na ta način. Bolj, ko bomo začeli to ljubezen sebi, da je te misli sebi, svojim idejam, v katere resnično verjamemo, bolj bomo mi rastli, tista oseba bo izgubila moč in ji bo vedno manj in bo šla iz našega polja. Če ne bo v redu, ne? Tako. Zdaj bom pa, za konec bi pa jaz dala eno vprašanje. Dragica Čarna je vama naredila horoskop, pa tako, ne, pa vse te povezave. Jaz sem vaju spomnim, kako sta se vidva kot otroka veselila, ker ste v bistvu dobila dokaze, kako je pomembno, da delata skupaj, kako sta v bistvu celostna, kako drugega podpirata. A sta to že bila prej vedela, pa sta mogoče malo pozabljala? Kako je pravzaprav to vplivalo na vaju? Dragica je res izjemna v teh astroloških analizah, tako da res priporočam tistemu, ki ga zanima, ker ona dejansko združi astrologijo z energijo, z light workingom in interpretira toliko izjemno. Ja, mi dva sva čutila, vse zato tudi vsi skupaj in sva čutila in dobila sva preko nje potrditve. Pa ni nama povedala zgolj to, da je ok, da delava skupaj, tudi potrditev, da to, kar delava, da zdaj imam pomen, da je to tukaj z razlogom in da morava iti naprej, ker bova marsikaj še lahko naredila, ogromno enih stvari je povedala. Meni je zdaj nazadnje, ki mi je delala za to, prav za to leto, ker ta solarni povratek za eno leto, ki je rekla, kako je to nek izjemnega, ko je rekla, da bomo v tem letu 100% opolnomočila svoj jaz. To slišati, nekaj taze, kar v bistvu čutam in pol še slišam in se res poveže srce z mislimi. Da je pritisnil na gumb. In aktivira s tem, ne? To. S tem aktiviraš dušni zapis. Saj mogoče še ti, če kaj poveš, kar ti je rekla. Kako jaz vidim Polono? Dragico. Ne, vajno povezavo, kako mi smo se bila povezana že kot otroka, se jaz spomnim. Ne vem, mi dva imamo močno povezavo že z dušnih zapisov, ne? Že z najnih preteklih življenj in tako naprej. Prišla sva skupaj širiti resnico. No, ampak Dragica te je to spet spomenila. Kaj si rekel, da je pritisnila na gumbek? Kako je to? Ne, jaz sem to, ker je prej Polona rekla, da je ona mene odprla, v bistvu, ko mi je moje poslanstvo razlagala, ker bi mi na gumb pritisnila, tako je Dragica Polona odprla in je na gumb pritisnila. To sem dal samo pri... To sem hotel povedati, Dobro. Pa sem s to bi še eno vprašanje. Izvoli. Ne, kar sprašuj. Ne, ves čas me provocira, ker jaz vem, da energija je. Jaz tudi imam izkušnjo z delom z vama. Energija. Ne? Včasih se tudi o tem ni smel govoriti. Jaz vem, da diplome nisem smela igralske napisati, da bi kaj pisala o energiji, ker to pač ni, mislim, je nevidno in ne obstaja, ne obstaja pa obstaja. Kaj je energija? Kako jo vidva čutita? Jaz, ko vidva delate meni, naprimer, svoje terapije, jaz čutim po nogah. Jaz sem zadnji čutila, kako je z mene tekel. Čutim prav fizično čutim. Kaj je energija in zakaj temu ne verjamemo? Kdo nas je to prepričal, da tega ni?
Zato, ker smo ljudje naučeni skozi celo zgodovino, da dokler nekaj ni znanstveno potrjeno, v to ne verjamemo. In ne vidimo, ne? In dokler nečesa ne vidimo, ampak kdo so pa največji modreci, reformatori tega sveta, tisti, ki so iznajdali nove stvari in začetki so vedno nekje in zlata doba je začetek tega širjenja in odpiranja in tudi to bo enkrat. Jaz verjamem, da znanstveno dokazano. Sej to se odpira, ampak načeloma je pa pomankanje duhovnosti do sebe. Ne? Pomankanje duhovnosti? Duhovnosti do sebe. Ker ljudje živijo v nekih, ne vem, iluzijah in sebe pozabijo, da je na zadnje mesto. Fokus na zunanji svet, ne? Na zunanji svet. Duhovnost do sebe. Ko začneš živeti tukaj in zdaj, v stanju biti, to pomeni duhovnost do sebe. Ampak smernica, vse je v tebi, ves svet je v tebi, ker ga vidiš, ni nič ven. Vse je noter. No, ampak energija je verjeti, je energija misel, kaj je energija? Energija je vse, kar vidiš. Ja, vem, da je neuničljiva. Neuničljiva, ja. Ne? Vse, kar čutiš. Ja. Vibracija. Ne? Vibracija. Če nekdo ne verjame, ne? Rečeš, ko si ti dobre volje, ko si radosten, čutiš vse pozitivne energije, ali jo, ali ne, vprašanje za nekoga, ki ne verjame. Ja. Okay, njegov odgovor, recimo, če še vedno ne verjame, greš naprej z vprašanjem. Ko si žalosten, ko si slabo, čutiš, da tvoje telo tišči dol, da nimaš energije, ne? Spet še en dokaz v bistvu. Ko si ti na nizki vibraciji, ko si slabo, nekateri temu rečejo Murphy, ne, to ni Murphy. Pač, ja, ko si v nizki vibraciji, nisi v stiku s svojo dušo, dejansko bo šlo vse narobe. Zato je ključno, da takrat, ko ti pade energija, ko se zniža tvoja energijska vibracija, da najdeš moč v sebi tukaj in zdaj, tako kaj bo on rekel, da se začneš zavedati, tukaj zdaj sem, lahko rešim, sem kreator, dvigneš vibracijo in greš naprej. In ko boš ti na visoki vibraciji, ko boš radosten, boš uspel prodati 10,000, 100,000 izvodov knjige. Ja, pa še nekaj sem jaz hotel povedati. Kar povej, ja. Ko se ukvarjaš z duhovnostjo na sebi, sej duhovnost je samo na sebi. Ja. Drugega ne obstaja. Drugo je samo vodenje. Preprosto veš, da si ti energije. Da bi to razlagal, greš ven iz sebe. Aha. Jaz čutim, jaz to vem. Ne vem. Ne moram drugega reči, kaj vem. Ja. Si mene učil. Jaz vem. Evo, da bomo končali na visoki vibraciji in da bomo se še kdaj Polono pa Bojana lahko povabili. Pa sam za zaključek bi mogel povedati, da Bojan svetovno ti gre. Nobene treme se ne čuti več. Ja, samo da vprašati. Tako sem se bala tega pogovora. Kako se zdaj počutite? Ajde, povej da. Lahko povem jaz. Prosim, Seznana, ker ti se po 1 uri pogovora pa razživiš, ker moramo mi jih zaključiti. Ja, ne, po 2 letih se spomnim, kako je bilo, ampak zdaj ni nobene treme več. Dobro, več tega delaš, lažje, to je sigurno, ne? Ampak vem, ker sem se v doma odpeljal, sem imel neko tremo, ne? To ne bom priznal, da nisem imel. Ampak to je pozitivno, to moraš vedeti, da to je pozitivno. Pred tremo malo, tudi ti jo imaš, verjetno greš na vodo. Ampak preprosto sem si rekel v mislih, jaz vem, da bo čarobno, pokaži mi hvala, končano. To so bile moje besede v mislih in sem avtomatsko padel nek proces energije, tako kot si ti rekla, ki mi je bilo super in je fenomenalen pogovor danes, ful dobra energija, hvala vam, da ste prišla. Kako pa ti, da še ti poveš o energiji? Aha, da še jaz povem. Jaz sem to bi mogoče rekla, da če se spomniš, ko sem Bojan rekla, dajva se povezati, prijem smo začeli. Ja. In kaj takrat narediš, povežeš se s to energijo in jaz sem v bistvu sam pri sebi zaprosila, da danes poveva tisto, kar rabijo slišati ljudje, ki naj jo poslušajo. V bistvu je to vse, to je namera. In ko damo v visoki vibraciji namero, energija steče. In danes je stekla. Se strinjam, da prvič. Hvala gostoma, prijateljema. Hvala vam, ki nas spremljate. Klasično, naročite se,
Poglejte naš TikTok, zahvalite se Jaketu, ker vse to dobro dela. Hvala, Jaka. Zdaj bom pa jaz zaključil Hvala z eno vsi. bom zaključil z eno mislijo, če lahko, in to je spoštujte človekovo resnico. Vsako človeku. Od vsakega človeka, ja. Probo sem. Practice makes perfect. Nekaj zamujam.